da že pri svojem pouku jih mentorji oziroma profesori regulirajo, o čem lahko poročajo in čem ne. In že tam, če vzgajamo na tak način in mladega posameznika, ki mora biti svoboden in ima svobodo odločitve, potem bomo lahko kot družba imeli še večji problem. Tako da je treba to tudi na ta način naslavljati. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je nov pogovor pred volitvami v Evropski parlament, ki se bodo zgodile zelo kmalu. Z nami v studiu je kandidatka in dva kandidata Svobode. Gospa Irena Joveva, dober dan želim. Lepo pozdravljeni. Gospod Matej Grah, dobrodošli. Živijo. In pa gospod Vojko Volk, lep pozdrav. Pozdravljeni. Tema današnjega pogovora pa je napovedan zasuk Evrope v desno oziroma v skrajno desno. Gospa Joveva, vas sprašujem še kot aktualno evropsko poslanko, torej kako ste v zadnjem mandatu v Evropskem parlamentu občutili ta zasuk v desno? Saj je že kazalo, da bo šlo še bolj desno od tega. Če pogledam najprej mandat kot celoto oziroma začetke mandata, mi smo na začetku formirali neko formalno, načelno bom rekla, koalicijo, torej 3 največje politične skupine, to je Evropska ljudska stranka, SND oziroma Socialni demokrati ter Renew Europe, to smo mi, torej liberalci. Po večini smo sodelovali tudi z zelenimi, ampak ne vedno te 3 skupine so bile nekako glavne oziroma koalicijske v tem smislu. Potem pa vedno bolj, ko se je bližal konec mandata, vedno bolj se je čutil ta zasuk, tudi pri določenih sodelovanjih, določenih glasovanjih, recimo, ko smo glasovali o pomembnih okoljskih zakonodajah, naprimer o zakonu o obnovi narave, ki je zvodenel, ampak na koncu smo ga sprejeli komaj zato, ker je Evropska ljudska stranka začela sodelovati s skrajnimi političnimi skupinami, govorim o desni strani, o konzervativcih in o identiteti. To so res popolnoma skrajne skupine, ki v resnici ne ponujajo prav nobenih rešitev, samo glasni so in pač gradijo svoje programe na lažeh. Tako da ta zasuk se je res začel čutiti v tem smislu, vedno več je bilo takšnih sodelovanj, to je samo en primer in že izkupiček je bil zaskrbljujoč. Že v tem mandatu izkupiček govorim z vidika zakonodaje. Recimo uredba o pesticidih, ki je izredno pomembna za naše okolje, je padla. Ravno zaradi teh političnih preračunavanj oziroma sodelovanj s skrajno desnico. Zdaj, da ne bom samo kritična do drugih, da ne bo izpadlo na ta način. Vsaka politična skupina ima posameznike oziroma tudi določene težave. Tudi liberalci imamo v svojih vrstah, nažalost, stranke, ki so malo preveč usmerjene v ne desno, skrajno desno, ampak v vseh teh stvarih mi si pač ne zatiskamo oči pred tem. To je razlika med nami in njimi in se bomo o teh stvarih pogovorili. Si pa resnično želim, da bo v prihodnjem mandatu to zlo premagano. Jaz si ne želim tega zasuka, ker tudi državljanke in državljani ga bodo občutili na napačen način, ker ti ljudje ne delajo za njih, za ljudi, ampak delajo zase. Gospod Volk, kako lahko državljanke in državljani občutijo zasuk v desno, naprimer na ravni Evropske unije? Zelo preprosto. Skrajne politične sile so skrajne zato, ker ne znajo ponuditi rešitev, za katere je treba iskati kompromis. Oni rečejo, ali je po naše, ali pa nič. In bi reče zdaj upozoril, da kadar se skrajna desnica sreča za skrajno levico, dobimo gorljo, mešanice črne in rdeče, ki postane hitro lahko rjava. In potem se tisto, kar je ključni interes večine prebivalcev, zmernih, takih, ki bi radi videli napredek Evrope, takih, ki si ne želijo meja v Evropi, ki si želijo nacionalnih suverenosti do ne vem kje, ki ne želijo populističnih odgovorov pred volitvami, ampak realistične odgovore po volitvah, bojo največji oškodovanci volitev za strani teh, ki zagovarjajo skrajne ideje. Zakaj jih ne morejo uresničiti? Ja, preprosto zato, ker je v Evropski uniji 27 različnih narodov in če noter dobiste 12 skrajnih nacionalistov, potem bojo zagovarjali samo svoje nacionalne interese, ne bojo sprejeli nobenega kompromisa. In to se vedno dogaja. Zato za te skrajneže se ne sme glasovati.
Dodam samo še to, da mislim na skrajnosti, ki so na desni enih približno 10% in na skrajni levi približno 10%. S temi se ne da. Z vsemi vmes se pa da. Tako približno, kot je rekla Irena. Eno orožje je dobila skrajna desnica oziroma vsi skrajneži, to pa so lahko tudi kibernetski napadi. Morda orožje, ki ga, ne vem, še 20 let nazaj ni bilo. Kaj se zdaj dogaja s tem na tem področju? Ja, tle je pa zoprno zato, ker so stvari, ki se nam dogajajo v družbi, še posebej v majhnih družbah, kot je slovenska, v majhni državi, mislim po številu prebivalcev, se lahko narative, ki se pojavljajo v mediji, to se pravi zgodbe propagandne, hitro obnesejo z majhnim vložkom. Nekdo, ki si želi recimo potencirati en velik problem v Sloveniji, ker realno ne obstaja, to naredi preko tako zvanih proksijev. Države, velike države, Kitajska, Rusija, če hočete, tudi Amerika zaradi svojih interesov, tudi Izrael, če hočete, imajo možnost najti svoje posrednike, ki potem vplivajo na javno mnenje. Ne direktno na volitve, na javno mnenje pa. In s tem se je zelo težko spopasti, ampak naenkrat vidiš, da so mediji pripravljeni z ene vrste vestjo, ki se na koncu izkazajo za manj pomembna za usodo naroda ali pa neresnična. In takrat smo potem na volitvah prevarani. Zato dejansko pozivam, naj si ljudje vsako stvar, ki jo slišijo zvečer na televiziji, pa se jim zdi malo čudna, preverijo. Sej ni težko, greš na internet in preveriš. Gospod Grah, gospod Vovk je načel medijsko temo. Pred nekaj dnevi sem gledala prispevek z Nizozemske, kjer prihaja skrajna desnica v vlado. In bilo je zanimivo, posneli so ga nekje v enem študentskem kampusu, kjer študentje pravijo, da pravzaprav podpirajo gospoda Wildersa in njegovo politiko, tudi politiko zapiranja meje Evropske unije in tako naprej. Zakaj so po vašem mnenju mladi postali dovzetni za te ideje? Kje se je izgubila progresivnost, odprtost duha in tako naprej? Najprej naj se vrnem v krajšo zgodovino. Kot mlad posameznik 3 leta nazaj prav na svoji koži sem občutil, kaj pomeni, če nimam svobode izbire, kaj pomeni, če sem omejen pri svojem gibanju, ne nazadnje, če nimam pravice do svobode izražanja. In takrat smo povedali, da si tega ne želimo, na volitvah to tudi pokazali in predvsem mladi smo bili tisti, ki smo bili nosilci te ideje. Zagotovo vidimo situacije tudi v Sloveniji, ne nazadnje nekaj dni nazaj smo videli na podcastu, ki nikakor ne služi temu, da ozavešča in informira ljudi o nevarnostih, ampak potencira tisto grožnjo, ki prihaja iz skrajne desnice. In mladi seveda so dovzetni tudi za te senzacionalistične zgodbe. To je treba na nek način regulirati, je potrebno preprečiti, s tem ne omejujemo svobode govora, s tem samo opozarjamo na to, kakšne nevarnosti nam pretijo. Bi pa samo nadaljeval to misel evropske poslanke Irene Joveve. Saj ne nazadnje zadnjih 15 let, zadnje 3 mandate, kdo pa vodi Evropsko unijo? Kdo pa ima večino v Evropski uniji? Ravno Evropska ljudska stranka, katere člani, del so tudi vse opozicijske stranke, tudi v Sloveniji, od SDS-a, NSI-ja in SLS-a. Pa vas vprašam, kaj so pa oni naredili za Slovence ali Slovenke? Kaj so naredili za slovenskega kmeta in navadnega državljana? In ravno tu je problem. Na eni strani potencirajo problematiko in strašijo na migracijah, pri Evropskem migracijskem paktu niso sodelovali, po drugi strani govorijo o tem, kako mora biti regulirano slovensko kmetijstvo, evropsko kmetijstvo, ne nazadnje. Kaj so naredili? Izvzeli so se iz glasovanja o pesticidih. Torej, čas je, da tudi mladi dobimo svoj glas, čas je, da mi snujemo politike in da povemo, v kakšni Evropi želimo živeti. In da se samo obrnem še na aktualno evropsko kampanjo. Prvi so jo začeli seveda v SDS-u. Sam kot predstavnik mladih, kot član in predsednik Gibanja Svoboda mladi, sem seveda zelo aktiven bil še pred evropsko kampanjo in se udeleževal različnih okroglih miz, debat. In ravno oni so imeli prvo listo, že meseca februarja hodili po Sloveniji, širili strah, zastrahovali ljudi, samo z enim namenom, da prehitijo vse ravno na tem področju, zato ker bomo mi z informiranjem, ozaveščanjem lahko povedali ljudem, kaj je prav in kakšno Evropo si želimo. Jaz mislim, da je največji problem tukaj, če se sam malo navežem. Oni gradijo na strahu ljudi.
na njihovih negativnih čustvih. In ljudje so bolj dovzetni, sploh glede na svet, v katerem živimo, no, bom tako rekla, glede na izzive, ki jih imamo, glede na to, da v poročilih praktično ni skoraj nobene pozitivne, lepe novice. In to se potem pozna pri občutkih ljudi, ki so razočarani na splošno in oni to razočaranje izkoriščajo. Oni res ne delajo za njih. Oni gradijo na tem razočaranju in na negativnih čustvih svoj program. To je zelo jasno, konec koncev tudi pri glasovanjih. Omenjeni so bili kmeti, pa še kaj drugega. Ne vem, recimo Zakon o svobodi medijev, ključen evropski zakon, ki regulira oziroma dovoljuje točno to, medijsko neodvisnost, svobodo medijev. Predstavnika SDS-a nista glasovala za ta zakon, čeprav ga je v resnici spisala glavna poročevalka, je bila iz Evropske ljudske stranke. Oni torej ne zaupajo niti svojim v tem smislu. In to se pozna pri vseh glasovanjih. Če si ljudje, govorili smo o tem, naj se informirajo, naj si pogledajo glasovanja naša, ki so javna, in naj pogledajo, kako glasujejo predstavniki, predvsem SDS-a. Ponavadi so to povsem identične liste glasovalne, kot glasujejo poslanci Viktorja Orbana, kar nam potem pove verjetno vse. To ni delo za interese Slovenk in Slovencev, ampak delo za interese nekih drugih voditeljev, avtoritarnih. Gospod Volk, kako se to odraža, ne vem, tudi pri delu, ne vem, varnostnih služb, varovanja države in tako naprej? Kako vi zaznate, da je, ne vem, sovražni govor, sejanje strahu pravzaprav zares predstavlja realno nevarnost lahko za državo kot tako ali za Evropsko unijo? Hvala, bom povedal. Najprej ne povem, da sta me mlada kolega prepričala in bom glasoval za svobodo. Definitivno. Bom dal dva primera, ker zelo ne rad govorim samo o skrajni desnici. Treba je zmeraj opozarjati tudi na skrajno levico. Dva primera. Skrajna desnica, migracije, laži, prevare, manipulacije za podatke in tako naprej. V Sloveniji ta hip situacija z migracijami je popolnoma vzdržna. Popolnoma vzdržna. In to je za desnico seveda slabo, ker ne morejo delati propagande, da so ulice polne migrantov, ki posiljujejo, ki napadajo ljudi in tako naprej, ker tega ni. In ker tega ni, se potem malo tudi zmislijo, kot smo bili priče nekaterim videoposnetkom in tako naprej. Ko se pa zmislijo, bi pa ljudje morali res reagirati, ne, zdaj pa dost, kaznujte jih tiste, ki se to zmišljajo, ker nas strašijo na podlagi tistega, kar sploh ne obstaja. Na drugi strani imate recimo nedavno zaplet z levico, ki je štartala od španske levice do naše levice, češ da v Koper prahaja neka ladja z orožjem za Izrael. Ne? Popolna raca. Ne? In ko jaz kot odgovoren za nacionalno varnost v kamere povem, tovor gre na Češko in ima nobene veze z Izraelom, se kaj zgodi? Ja, vseeno, mi smo proti vsakemu orožju in bomo blokirali tudi orožje, če gre v Ukrajino. Vidite, tle pa se prekrši temeljno pravilo, da je žrtvi treba pomagati, ko se brani od agresije. In mi Ukrajini pomagamo zato, ker je žrtev ruske agresije, ker je tako potrdila resolucija Združenih narodov in ker je to naša dolžnost, ker smo bili tudi sami žrtve agresije tvoje vojske. In zato ni treba vse metati v enega koš, vse v en isti koš, ne? In je treba priznati ukrajinskemu narodu pravico, da se brani pred rusko agresijo. In bom povedal še več. Mislim, da smo lahko ponosni na to, da smo s podporo Ukrajini dosegli, da Rusija ni porazila in dobesedno povozila Ukrajine. Po prvih 3 dneh vojne smo se vsi bali, da bo padel Kijev in da bo Ukrajina šla. Pa ni šla. Tudi zato, ker smo mi pomagali z orožjem. In tudi naši partizani, oprostite, so se obranili z orožjem, ki so ga dobili od Američanov, od Angležov, od Rusov, od kogarkoli. Niso rekli, ne pošiljate nam orožja, bomo prej zmagali v vojni z okupatorjem. Ne? Govorim o zavajanjih, ki ne jih ljudje prepoznajo, ki obstajajo na skrajni desni in na skrajni levi. Tisti tovor je že na Češkem, že zdavni in nič se ni zgodilo. Gospod Grah, kot predstavnik, izrazit predstavnik mladih, ne, na listi Gibanja Svoboda, morda nosite še toliko večjo odgovornost na poti v Evropo, namreč v Evropski parlament. Namreč zdaj je na mladih, na vas, da se soočite z enim kupom težav in izzivov in verjetno prav te širjenje laži, neresnic, sovražnega govora, ki spodbujajo pravzaprav nedemokratičnost v celotni Evropski uniji. Verjetno je to eden izmed
večjih izzivov, ki je pred vami? Zagotovo je. In na tem delamo že praktično, odkar smo vstopili tudi mi, mladi, politiko. Predvsem pa, veste, mladi smo večkrat, tudi sam sem pogrešal, da dobimo priložnost, da dobimo tudi močno besedo, da lahko se vključimo v odločevalski proces. No in svobodo smo to dobili. To lahko potrjuje praktično naša prisotnost vsepovsod. To lahko potrjuje ne nazadnje tudi sestava naše liste. Drugo mesto, katerega sam zasedam, ni slučaj, ampak je plod nekega dela, ne samo mojega, ampak seveda tudi naše mladinske organizacije. In le to je način, kako bomo tudi ostale mlade lahko vključili v proces, predvsem pa jih ozavestili, da o nas ne morejo odločati starejše generacije politikov. Sami moramo prevzeti odgovornost in res povedati, v kakšni Evropi si želimo živeti, torej v varni in da hočemo živeti v miru, ker ne nazadnje, sej naša generacije, pa mlajši od mene, mi smo vsi bili rojeni v miru. In to jemljemo večkrat kot samoumevno. Pa temu ni tako. In isto je z vrednotami Evropske unije. Sam sem imel to srečo, da sem odraščal v teh vrednotah, nekateri so malo mlajši od mene, se zdaj v tem rodili in spet jemljajo kot samoumevne. Zato je potrebno, da pokažemo, kaj so prednosti Evropske unije, da širimo zavest o tej evropski skupnosti, predvsem pa da, kot sem rekel, povemo, v kakšni Evropi si želimo živeti in zato tudi s svojimi odločitvami prevzamemo odgovornost. Gospa Joveva, zanimivo je pri tem sovražnem govoru, da prav išče nekaj, na kar se lahko obesi. Se pravi, pri posamezniku, posameznici, zdaj posebej pri ženskah, je navadi štarta na spol. Tudi sami imate te izkušnje direktnih napadov, ki bi jih lahko rekli, da so bili storjeni pač zato, ker ste ženska. Ja, jaz mislim, da bi jih bilo precej manj, če ne bi bila ženska, pa če ne bi imela porekla, kakršnega imam, pa če bi bila malo starejša, pa tako naprej. Mogoče imam tudi napačno barvo las za koga in tako. Ja, jaz sem tega navajena, mene te stvari veliko jih je, ampak mene to ne boli z osebnega vidika. Mene to boli zato, ker je to del politike, določene politike. Zato me boli to, ker nismo vsi isti, rekli smo že, ne metati vseh v isti koš, tudi politikov ne, ampak en del politike je glede tega ogaben. Jaz nimam druge besede. In oni so zgled potem, ne dober, slab zgled, državljankam in državljanom, ki potem tudi mislijo, da si lahko privoščijo take stvari. V resnici meja med sovražnim govorom pa svobodo izražanja je za mene zelo jasna in bi morala biti zelo jasna tudi vsem ostalim. Pri meni nikoli ni nič narobe z vsebino, ampak z vsem ostalim. Noben komentar, skoraj noben komentar pod mojim, sploh ni pomembno, kaj objavim ali pokažem, vedno so stvari, ki so vezane popolnoma na osebni ravni, sploh ne več samo o meni, zdaj so še malo mojemu otroku začeli pisati, čakam še na kaj drugega, verjetno bo še kaj. Ta kampanja zdaj res se izredno te stvari potencirajo in mislim, da je prav, da začnemo se odzivati na to na glas. Mi smo vedno tiho, jaz imam vedno v glavi, kaj pa jim lahko naredim, to so itak prepričani, imajo svojega velikega vodjo in svoje teorije zarote in potem si tiho. Pa boste še tiho? Ne bom, ne, res ne bom. Pa tudi pravilno sankcionirati. Ja. To je bilo moje naslednje vprašanje. Gospod Vovk, kaj lahko država naredi na tem področju? Na področju lažnih novic, na primer. Vas bom razočaral, največ moramo narediti sami. Ne? Država sama po sebi ni ne dobra, ne slaba. Država je toliko dobra, koliko jo mi naredimo dobro. Ne? In dokler obstajajo ljudje, ki se jim da s tem ukvarjati, ne? Mene je zdaj Irena navdušila, recimo, ne? Mene skrbi za prihodnost te države. Potem pa mora država seveda servisirati to, kar se v družbi dogaja. Ne? In jaz se včasih padam dol od smeha, ko gledam pravne temeljitve, kaj je govor sovražni, pa kaj ni. Ne? To pač lahko umreš od smeha. Je pa prav, da mi ljudje, ki nam je do tega, da se v tej družbi sovražni govor sankcionira, da ga sankcioniramo mi politično in v medijih, da pride do javnih obsodb. To veliko bolj boli, kot pa nek prekršek, pa plačaš 40 evrov, pa si misliš, da je to. In povem še to, na Zahodu, ki ni Zahod zato, ker je zahodno od Greenwicha, ampak zato, ker so tam že stare demokracije uveljavljene, ki jih na svetu ni veliko. Na svetu je 40 približno demokratičnih držav. Je to standard, ki si ga nihče ne upa prekršati, če hoče biti kdaj verodostojen politik. Niti Wilders ne.
Obstajajo meje, čez katere se ne gre. In pri nas se velikrat prepogosto strela pod pasa. Ne. To se ne, jaz sem živel v Italiji 8 let. Tam, kdor strela pod pas, je kaznovan. S tem, ko se diskvalificira v medijih. Ne. In to je, na nas je, da to naredimo. Končam s tem, da v Svobodi imamo notor inkorporiran to samoobrambno refleksijo, da smo tle zaradi tega, ker nam je ime svoboda. Ne. Demokracija pa mir ni zadost. Ne. Mi nismo za vsak mir. Ne. V Severni Koreji pravi imajo mir, ne. V Rusiji imajo mir. Ampak svobodo si pa treba boriti vsak dan. Ne. In zaradi tega sem navdušen nad tem imenom svoboda in navdušen nad tem, da se za njo borimo vsak dan z imenom in priimkom, kadar ga imamo nasproti, dokler pa tle za mizo sedimo, jih pa navmo z imenom in priimkom. Določena regulacija obstaja, ali pa vsaj poskusi, tudi na evropski ravni. Konec koncev smo v tem mandatu sprejeli 2 zakonodaji, pomembnejši na tem področju. Ena je akt o digitalnih storitvah in je potrebno poudariti tudi, da morajo odgovornost prevzeti tudi spletni velikani. Ne morajo kar tako pustiti vsega pisanja in pisarjenja in klevetanja in žaljenja in tako naprej. Saj prevzemajo določene korake, ne bom rekla, da nič ne delajo, ampak še vedno se mi zdi, da se odvija prepočasi, glede na to, kako se razvija ali pa potencira na žalost zdaj sovražni govor kot tak. Mislim, da je tle treba narediti še več odločnih korakov, tudi zakonskih ali pa regulatornih, ampak hkrati je na koncu dneva pa vedno vse stoji in pade nad človeku. To je pa res. Gospod Grah, zaključna beseda. Predvsem pa tudi novinarje opolnomočiti in povedati, kje je neka meja svobodnega govora. Ravno danes sem imel izkušnjo spoznati študente novinarstva, pa ne bom imenoval fakultete, ampak študente novinarstva, ki so mi povedali, da že pri svojem pouku jih mentorji oziroma profesori regulirajo, o čem lahko poročajo in čem ne. In že tam, če vzgajamo na tak način in mladega posameznika, ki mora biti svoboden in ima svobodo odločitve, potem bomo lahko kot družba imeli še večji problem. Tako da je treba to tudi na ta način naslavljati. Hvala lepa vsem trem in srečno na volitvah. Najlepša hvala.